Dobar dan vsem. Rešimo zdaj eno vaju v zvezi s kinetično energijo. Imamo en izstrelek, ki ga izstrelimo z začetno hitrostjo v nič, ki je 200 metrov na sekundo. Ta se zarine v desko, ki ima debelino D, ki je 7,5 cm in izstopi iz nje z končno hitrostjo 50 metrov na sekundo. Izstrelek ima maso 40 gramov. Se vprašamo, kolikšna je srednja sila, s katero se deska upira prodiranju izstrelka. Rečem srednja sila, ker lahko nekje bo večja, nekje bo manjša, ampak to bo neka srednja vrednost. Torej, sedaj, kako bomo rešili to vajo? Moramo rabiti princip, po katerem delo je enako spremembi energije. V tem primeru delo je enako spremembi kinetične energije. Torej, delo je končna kinetična energija minus začetna kinetična energija. Torej, energija kinetična, tista na koncu, minus kinetična energija, tista na začetku, in dam eno ničlo, tukaj označuje, kot označujemo z v nič začetno hitrostjo. Sedaj, vi opazite, da v nič je večji kot v, torej tukaj bomo jasno dobili negativno vrednost za delo. To bo negativno, torej tudi delo bo negativno, ampak to v resnici je pravilno, ker sem rekel, da delo za viralne sile je negativno. To sem rekel v videu o delu, ko sem razlagal delo. Torej je vse koherentno. Torej napišemo bolj specifično vsako stvar. To delo je sila krat premik. Sedaj, ta sila deluje samo znotraj deske, ne zunaj. In torej deluje samo na tej poti D. Torej, to delo je F krat D. Torej, izraz za kinetično energijo je 1/2 mv na drugo minus. Ja, torej, zdaj tukaj kot končno pustim v, masa je zmeraj ista, kot začetno hitrostjo bom dal v nič. Torej, tukaj 1/2 m v nič na drugo. Sedaj, ker iščem F, bom to enačbo delil z D. F krat D deljeno D, F. In tukaj lahko tudi izpostavim 1/2 m. Tako bo manj računanja, to je skupni faktor, torej izpostavi 1/2 m, ki množi v na drugo, minus v nič na drugo. Vse to ulomljeno D. Torej, sedaj se zavedamo, da tukaj treba spremeniti nekatere merske enote, ker niso standardne. Za hitrost smo v redu, ker so metri na sekundo, torej tisto poprav. Tukaj grame bomo pretvoriti v kilograme. To bo 0,04 kilogramov. Zakaj? Grami bi bili na tretjem decimalnem mestu od kilogramov. Ampak tukaj smo na drugem. Ja, ker imamo desetine gramov. Mislim, nekaj 10 gramov imamo. Torej, sedaj, 7,5 cm, 7 je celih centimetrov in tisti grejo na drugem decimalnem mestu od metrov. Nič več, nič 7,5 metrov. Sedaj damo vrednosti 1/2, nič več, nič 4 kilogramov, v na drugo, ta 50 na drugo je 2500, moramo dati na drugo tudi mersko enoto hitrosti, meter na drugo, ulomljeno sekund na drugo, minus 200 na drugo je 40 000, metrov na drugo, ulomljeno sekund na drugo, vse ulomljeno D, ki je nič več, nič 7,5 metrov. Torej, sedaj, 1/2 od nič več, nič 4 je nič več, nič 2 kilogramov. 2500 minus 40 000 je minus 37 500. Moram dati oklepaj, ker imam ta minus. Minus 37 500 metrov na drugo, ulomljeno sekund na drugo, vse ulomljeno, nič več, nič 7,5
metrov. Takle pajge vam samo, zaradi tega minusa, tukaj lahko krajšate metre z metri na drugo, oziroma krajšam samo s potenco, ostanejo metri. In torej, kot mersko enoto imam kilogram meter na sekundo na drugo, ki je prav Newton. In nam gre prav, ko smo iskali prav eno silo, to bo v Newtonih. Torej, sedaj to ima predznak minus, lahko si izračunate to, boste videli, da pride 10.000 Newtonov. Minus 10.000 Newtonov ali minus 10 kilonewtonov lahko napišete. Ja, in to je tista srednja sila, s katero se upira. Kot sem rekel na začetku, dobimo negativno to, ja, vse korejno delo zavirane sile negativno, ta sila je negativna, ker tukaj se upira temu gibanju izstrelka. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.